Dobar dan, dobrodošli na kanalu Greg's Court. Nekaj časa se nismo slišali. Gregor znova z vami in vmes se je zgodilo kar nekaj interesantnih zadev. Zdaj verjetno že veste, najbolj interesantna je seveda ta, da je Luka Dončić osvojil naziv igralca meseca na zahodu. Ma saj nismo presenečeni, po pravici povedano. Odlične igre so se vrstile čez celoten mesec in samo vprašanje je bilo, ali bo Ja Morant, fan favorite, da tako temu rečem, dobil tole bitko pred Luko ali ne. A vendarle, statistika je na koncu zmagala, Luka pa je postal drugič v svoji karieri, če se ne motim, igralec meseca. Skratka, danes se lotimo te MVP dirke, da tako rečem, zadnjih predstav Luke, Dallas Mavericksov kot takih, Dinvidija, Bertansa in tako naprej. Še predtem, če ste tukaj novi, vljudno vabljeni, da se naročite na moj kanal Greg's Court, da boste takoj obveščeni o najnovejših highlightsih, podobnih analizah kot je tale in ostalem v svetu košarke. Vabljeni. Tako. Danes, saj vemo, zmaga proti Golden State Warriorsem, nekoliko se je zapletlo na koncu, nič novega pri Dallasu, ampak Luka je dal v brzino višje, da temu tako rečem, in vnovič sklesal pot do zmage Dallasa. Odlična predstava, kaj se bi ponavljal človek. MVP favoriti padajo kot domine, ko jim pot prekriža Luka. Dvakrat Ja Morant, Joel Embiid, dvakrat Steph Curry, vmes DeMar DeRozan, skratka, you name it. Resnično, pa še Lakerse smo vmes pozabili, kjer igra LeBron James, ki je, vemo, konstantno v nekih pogovorih o GOAT, spravi najboljšem vseh časov, ampak kako enostavno v bistvu zgleda, kaj si zadnje čase Luka zamisli, tisto doseže. V igri 1-1 je trenutno neustavljiv. Ali zaklene branilca na hrbet, ali jih sfintira, ali si jih vzame 1-1, vrže trico ali gre prodor. Zadnje čase je popolnoma vseeno, ker je rezultat praktično vedno enak. Koš ali osebna, stebek trojka. Poglejte, tako to je zadnje čase. In evo zanimivost. Danes je prišla najnovejša lestvica MVP-jev oziroma kandidatov za MVP-ja rednega dela sezona ven. Ni nekih ahinoh presenečen, bom temu rekel, pa vendarle se bom dotaknil nekih čudnih zadev. Prvo kot prvo, Luka je trenutno na 6. mestu. Kaj realno se mi zdi? Predvsem je treba dati v zakup, da je v začetku sezone njegova forma bila na psu, za njegove standarde seveda, Američani so ga klicali celo fat, debel, tako da je tule 6. mesto na lestvici kar upravičeno. Zdaj, kar mi je najbolj zanimivo, na 1. mestu je Nikola Jokić iz Denverja. Ja, pa Nikola ima odlično sezono, saj kaj je zdaj to presenečenje? Ja, ne vem, meni je presenečenje. Denver, 36 zmag, 26 porazov, 6. mesto na lestvici. Denver ima same poškodovane igralce, Murray je zunaj, Porter Jr. je zunaj, se igra sam. Ja, v bistvu praktično sam igra, Čančar je zunaj, če hočete. Luka Dončić igra z morda enim top 50 igralcem v Ligi NBA, govorimo Spenceru Dinvidiju, mogoče, pa potencialno Brunson. Kaj bo ostali? Kje pa ima on pomoč? Pa pustimo to, sploh ne govorim, da bi moral biti Luka na 1. mestu, ne, tukaj so še drugi igralci. Gremo naprej, Joel Embiid na 2. mestu, drugo mesto Filadelfije na drugi strani, nič za reči. 3. mesto Giannis Antetokounmpo, prva zanimivost. Milwaukee je na 4. mestu in ima 38-25 skor, kar je enak skor kot Dallas Mavericks, ste vedeli to? Dallas ima enak skor kot Milwaukee, Filadelfija ima pa 2 zmagi boljšega od Dallasa. Potem na 4. mestu pride DeMar DeRozan, ki je 3. Zanimivo, pol Ja Morant, ki ima boljši rekord od Dallasa in tukaj
Tukaj ne bom delal prevelike panike, glede na izrazito boljši rekord Memphisa, je pa res, da ga je skuhal, kot bi tole Američani rekli, Dončić dvakrat, ne, proti Memphisu. Dallas je zmagal proti Memphisu dvakrat, zunaj in doma, in pa Luka ga je statistično premagal, ne. Oba dva sta bila odlična, Morant igra kot vesoljec zadnje čase, se to ni dileme. Ampak tako se mi zdi zanimivo, ne znam si pojasniti točno, zakaj je Denver, oziroma zakaj je Nikola Jokić trenutno na prvem mestu. Ima celotno sezono konstantne igre, to je res superiorno statistiko, ampak dobro, to je zdaj nek drug problem. Kakorkoli, Dallas je trenutno v neki odlični seriji, odlično igrajo, javno hvalijo en drugega kot ekipo, javno hvali recimo Luka tudi Jasona Kida, odobrava nove okrepitve in ko smo ravno pri novih okrepitvah, ne, Spencer Dinwiddie. Oh yeah, baby, I like it. Ne, res mi je všeč. Dinwiddie je neustrašen človek, igra z samozavestjo, lahko je, kot Američani rečejo, ball handler, se pravi, organizira igro, ima žogo v svojih rokah, ali zase kreira, ali za soigralce, ni ga strah šutniti preko roke, ali je sam, dostikrat je sam, ko Luka kreira, ne. Raztegne igro. Dinwiddie je za zdaj super okrepitev, tudi 20 pik zna dati, če treba. 7 asistenc je imel zadnjič ali koliko. Pa to je to. Davis Bertans je že na eni, če ne 2 tekmah dokazal, da mu ne smeš pustiti preveč prostora, ker ti jo bo zadev v faco, če treba. Ampak dobro, on se še nekoliko lovi. Mislim, da še njegove najboljše igre pridajo. Zaenkrat je ok, mislim, da bi še lahko dal več, vemo, da ima močno plačo, ampak lejte eno dejstvo, en fakt. Timetable, se pravi, kdaj bo prišel Kristaps Porzingis nazaj pri Washingtonu, ni znano. Njegove težave s koleno se nadaljujejo. Pa mi smo dobili Dinwiddija pa Bertansa za ston. Ljudi moji, pa dajmo biti realni, no. Kristaps Porzingis je poškodovan več kot igra. Ko igra, se navadno ne ujame najboljše z Luko. Pa celo ameriški komentatorji so začeli govoriti, da je Luka srečen. To je sicer njihov izraz, ne, ampak dajmo pogledati statistiko, golo, dajmo pogledati zmage. Pa Dallas se je dvignil, odkar ni Porzingisa, gor, čist. Nekaj je na tem pismo, Kakorkoli. Padajo Golden State, Lakersi, kdorkoli hočemo. Začeli smo se pogovarjati o tem, koga želimo v končnici. Če mene osebno vprašate, ne želim Phoenixa. Utah ne bi ga rad, res ne. Dajte mi Memphis. Dajte mi, ne vem, najraje imam Memphis, res, to bi nekako najraje. Pa tudi, če nas Denver prehiti, imamo še toliko večje možnost za Memphis. Ja, pa Ja Morant je na drugi strani. Ja, pa vem, da je Ja Morant na drugi strani, pa bi celo trdil, da imajo boljšo ekipo Memphis od Dallasa, ampak dvakrat smo pokazali, da se z njimi lahko kosamo. Res je, to je reden del, ampak v končnici pa mi poznamo še eno stopničko višje, Luko Dončića. Tam reveži pri LA Clippersih so imeli samo srečo, da se je Porzingis poškodoval, pa da si je Luka gležno vrnil na obeh playoffih do zdaj, ker drugače trda bi jim predla, verjemte mi. Kar pa zdaj počne Luka, je pa itak MVP nivo in mislim, da se lahko popolnoma vsi strinjamo o tem. Še ena dobra stvar, do konca ni več veliko tekem rednega dela in Dallas ima enega izmed lažjih razporedov do konca. Tako da to je ful dobro. V noči na nedeljo, oziroma že prej v soboto ob 11. uri po slovenskem času, zdaj le sledi tekma proti Sacramento Kingsom, tako da dokaj ugoden urnik termin za slovenski del občinstva.
tako da mislim, da bi bilo to fajn, da ujamete, če mogoče kdo ni spremljal, da se še sam prepriča, v kakšni strašanski formi je Luka. Tako da mislim, da bo tole kar za videti, predvsem po zadnjih predstavah. Kakorkoli, da ne bom predolg, vabljeni še enkrat, da se pridružite mojemu kanalu Greg Score, da se nam naročite za podobne analize in highlightse. Vas pa tudi zdaj povabim, da spodaj podate svoj komentar, kako vidite zadnje igre Luke, okrepitve Dallasa, kako Jason Kidd vodi samo moštvo in pač vse to, kaj sem o tem govoril, tudi o MVP zadevah. Lepo bodite, lepo pozdravljeni vsi skupaj, do naslednjič, lepo vas pozdravljam, Gregor iz Greg Scorta.